Živjo in lepo pozdravljeni v naši drugi oddaji Dogajanja. Za vse tiste, ki me še ne poznate, moje ime je Špela in sem ena od sovoditeljic oddaji Dogajanja. Moj sovoditelj Grega bo danes žal službeno odsoten, zato bom oddajo vodila sama. Z Juretom so se na to prekrasno sončno nedeljo odpravljala že na tradicionalne 13. smučarske skoke tu na gori. Nas pa bo bolj kot samo tekmovanje zanimalo vzdušje, zato je najbolje, da se podamo na lov za kakšno zanimivo osebo. Pa pojdimo. Živjo, te lahko malo zmotam? Tako danes smo se odločili, da gremo malo pogledati vzdušje tlele na gori. Kako to, da si se odločil sploh, da bo skakal? Ja, že več let hodim sem, pa na druge take tekme. A pa drugače si domačin? Iz Stahovca. Se pravi, si sosedna vas. Kaj pa pričakuješ mogoče danes kaj od našega? Zmago. Zmago. No, bomo navijali zate in držim pasti, tako da je vsa srečena. No, mi pa kar podimo, ljudje se že, kot vidimo, zbirajo. Tako da najbolj, pejt, Jure. Ne naprej in ne nazaj se ne ozirava. Vsak trenutek izpijeva, se prepočas vrti ta svet. Rada bi na drug plani. No nema ne, ajde gasa. A v redu? Ja, v redu je. Sence ništa pa znam. Na te vim zavahuješ noč po moj mogu. To mogu. Oooo! Budala! Korma zbudala, ti snor lega, še je bi šel zdrobit. Živjo, fanti, vas lahko malo zmotam? Ne, res ne bi noben pogovarjal malo z mano. Te prvo bi te rada vprašala, iz kje prihajaš? Si domačin mogoče? Ne, iz Moravč. Mravč. Kako si pa sploh zvedel za te tradicionalne smučarske skoke na gori? Po radiju. A mogoče že veš, da so to 13. tradicionalni skoki? Ne, ker sem prvič letos. Ja. Kakšno pa misliš, oziroma pričakuješ kakšno boljšo vrtitev, vidnejši rezultat? Prvo mesto. Kje pa drugače, kje tekmuješ, ali v bistvu to čistko si ljubiteljsko? Ne, tekmujem skakalni klub SKK Moravče. Ne, Miklavž. Okay. Želim ti vso srečo, pa držim pasti zate, da bo zmagal. Dobro se odreči. Živjo. Živjo. To so danes že 13. tradicionalni smučarski skoki, jaz sem prav informirana. Seveda, ne, 13. 13 je sicer nesrečna številka, upam, da bo danes srečna za vse, da se noben ne bo poškodoval. Mene pa v bistvu zanima, kdaj so bili pa ta prvi smučarski skoki tu na gori? Ja, zdaj nekje tam 90. leta, 91. leta ne bili prvi, a ne, če jih lansko leto ni bilo, a ne. 90. leta je bila prva, 91. leta, no, tako je bila prva, 200 bile pa prej že 86, 87 v sklopu mladinske organizacije Komenda. Kako pa, glede na to, da za smučarske skoke je potreben, da je sneg, kaj pa če je recimo vreme ne naklonjeno vam, kako poskrbite za sneg? Je to umeten sneg, ga pripeljete od kje drugje? Ne, to je umeten sneg, mi imamo top za umetno zasneževanje in mi že en mesec prej pripravimo umeten sneg. Letos ne glede na ostro zimo, ker je, ne, sam vidite, da je tukaj gor je kopno in smo mi, ta tekma bo na komplet umetnem snegu. Od zaletišča, od vrha do izteka je vse na umetnem snegu, ni nič na naravnem snegu. In mi imamo top že od leta 92, ki je bila ta prva tekma na Koželjevi, še stari skakalnici, ki smo jo imeli, že 92. leta smo imeli umetni sneg. In pa smo top kupili in smo pa začeli sami to izdelati. Kaj pa glede donatorjev oziroma sponzorjev, kako pa to uglašujete kaj ali sami poskrbite za... Na sami tekmi mi se potrudimo,
da pač te sponzorje, ki nas že dolga leta pač sponzorirajo, a ne, in se tudi v tej priložnosti jim zahvalil, da so nam zvesti, res zelo se potrudijo oni, da nam res dajo vsak let, se vidite, da sponzorjev ni malo, ne. Ampak pač gremo okoli, ne, imamo te lastne transparente narejene in pač se radi odzovejo in radi prispevajo za tako prireditev. Kaj pa nagrade? To mislim, da je najbolj zanimivo za tiste tekmovalce. Kakšne so pa nagrade? Ja, nagrade so letos spet lepe, ne. Dve nagrade sta vikend paket v hotelu Val v Piranu. Vikend paket za 2 osebi, se pravi 2-krat, ne, ki se bojo žrebale med vse tekmovalce, tako da lahko dobi, ne vem, 10. Nekdo, ki ni pač na stopnici. Tako. Potem so pa še druge razne pice, kosila, nagrade so kar lepe. No. Se pravi, kaj pa nagrada za zmagovalce, za tiste, ki zasedajo prva 3 mesta? Poleg verjetno pokala, medalje, ali za tiste, ki je posebej poskrbljeno, oziroma kakšne so za tiste nagrade? No, mi smo se odločili, da pač 1., 2., 3. dobijo pač pokale, ne. Pa nekje eno simbolično nagrado zraven. Vse ostale nagrade, te lepe, se pa zaradi, da se množično udeležijo, a ne, vsak ima priložnost dobiti pač prvo nagrado, a ne. Jaz mislim, da ker sem tudi sam včasih veliko skakal, a ne, da je medalja ali pokal je to že kar lepa nagrada, a ne. Vse ostalo pa seveda lahko dobi vsak, tudi tisti, ki je 10 ali pa 15. Ne. Jaz sem si na internetu v bistvu ogledala pač vašo spletno stran, ker sem bila zelo pozitivno presenečena, da sem si lahko v bistvu vse ogledala, pa sem pač zasledila oziroma sem opazila, da so tekmovalci razvrščeni v 7 kategorij. Ja? Kako ste pač to glede pač po letih? Videla sem, da so starejši veterani, starejši člani, mladince, osnovnošolci in ženske. Glede, kako ste to pač Ja, zdaj jih je pa samo 6, ne? 6 zaradi česa? Ja, super veteranov nismo, ne, dali letos. Se pravi, je nad 45 let pa konc, ne. Na internetu pa piše še zgleda od 2004, da so še nad 55 let. Ne. Se pravi, Jure, zmotila so se, letos je samo 6 kategorij. Super veterani torej odpadajo. Kot kategorija, to mislim. Drugače... Še nad 55 let, skočil bo pa sigurno saj eno flašo dobil, no, če ne drugega. Torej... To je pa Brane, ki nam rihta to internetno stran, pa moramo nekaj vprašati. No, pa se ti pa zahvaljujem, pa bom še vas kaj vprašala. Ja, kot sem že omenila, sem bila zelo pozitivno presenečena, da sploh v bistvu smučarski skoki na gori, da imajo svojo spletno stran, da sem se lahko informirala. Kako ste se pa vi pač odločili, da boste naredili spletno stran zaradi donatorjev oziroma sponzorjev ali samo zato, da privabite tekmovalce? Poglejte, tukaj sem član orientacijskega kluba Komenda, čeprav sem iz Škofje Loke, to se pravi, da sodelujemo tudi s smučarji iz Komende. Ker je orientacija tukaj v bistvu en zelo tak močan šport in pa smučarstvo v Komendi, smo se odločili, da tudi prikažemo prek spleta raznim obiskovalcem, da vidijo, da potekajo v takih majhnih krajih tudi velika tekmovanja. Super. Jaz vam in gospodu Robiju želim vso srečo, tudi v bodoče, da bo vam naklonjeno vreme, temperature, pač zimske. Vso srečo v glavnem, mi da si bova pa ogledala tole tekmovanje, upam, da bova zadovoljna. Hvala. Srečno. Good boy. Forget something. Good boy.
boy, there are girls in the house, huh? Greva zdaj pogledat, kot sem rekla, najbolj zanima v bistvu samo vzdušje, zato greva poprašati tlele za šank. Ti lahko malo zmotam? Ja, seveda. Lej, veš, kaj me v bistvu zanima? Ti si mogoče danes tle sam opazovalec. Ne, Skačaš? delam. Delaš, aha. Kot pač soorganizator? Ja? Ja. Kako pa gledaš na smučarske skoke? To so že 13. po vrsti, glede na to, da je danes tako lep vreme. Ej. A te lahko nekaj bojem? Lahko tudi potihamo, veš. Ej. Daj pametno vse, fant, daj. Lej, tako da je, ne? Jaz sem bil čisto resen, da sem te dva človeka tla pošla, prej sem bil čisto obrt, evo, sedaj pa šla, jaz sem te pa je kurz. Jaz sem malo zgrbljen. Sliš, mogo malo v roke pariti. Ja, to že to. A že prekinul? Ni še. Jure, greva še kakšnega naprej najti, da nama bo kaj bolj resnega povedal. A nisem bil resen. Danes so 13. tradicionalni smučarski skoki, mogoče tekmuješ? Ne. Se pravi, si prišel sam pogledat. Imaš mogoče kakšnega favorita? Ne, smo imeli enega, pa se je poškodoval na treningu, tako da žal ne more. No. Kakšen se ti zdi v redu, da imamo tle v komendi smučarske skoke, da prideš iz drugih občin pogledat? Ja, to itak, smo sami športniki, treba kaj takega vzdržati. Sigurno. Zdaj, na mlak imajo odbojko, tle skoke, to mislim, da je to. A pa vsak let prideš pogledat skoke? Seveda, da ni. Kako si se sploh odločil, da boš tekmoval? Tekmuje že od prvega razreda. To mi je užitek. Se pravi, vsak let prideš, ne? Ja. Glede na to, da so sam enkrat na let le smučarski skoki, sam treniraš ali kako? Pač vsak let pridem skakati, ne treniram. Se pravi, nič ne treniraš. Okay. Glavno, jaz bom zate držala pasti, zato ker si domačin. Verjetno tekmuješ v kategoriji člani, ne? Zdaj bom pa sam še malo tvojo punco vprašala, okay. Kako pa ti gledaš, glede na to, da fant skače, se kaj bojiš, da se bi poškodoval? Ja, malo se bojim, da bi padla, ne? Drugače pa navijam za njega. A ti se pa ne bi odločila, da bi šla skakati, ker je tudi kategorija ženske, ne? Ja, nisem še skakala na taki skakalnici, pa nisem nič probala, zato raj ne bi. A boš pa mogoče v bodoče kdaj vseeno probala, že kaj razmišljaš o tem, glede na to, da fant vsak let tekmuje? Ja, mogoče pa bom. Okay. No, če boš se odločila drug let, se verjetno pol drug let vidimo. Midva, Jure, bova pa zdaj verjetno počakala na sam začetek tekme. Potrebujemo vaše mnenje, kaj naj storimo, kaj naj naložimo našemu sodelavcu Peču, ki je postavil neslavni rekord. Že več kot 2 uri in 13 minut manjka iz vodilke zaradi včerajšnje noči. Kakšna naj bo kazen? Dobro jutro. Če bo hitro pokaz slučajno na kravalcu, ga hočem ali pa ga vidim v kopalkah, da se dol pele. Malo je hladno. Malo je hladno. Frišen. Kapa vela. To sem se zmenil. Že spera. Pravil sem ga. Vlado. Ja, frišen sam je pa prelepo sončno vreme, sem zadovoljen, tudi neki barve. Nominacijo za Viktorja kot radijska osebnost in le-ta se je zdaj odločil ob nekaterih ponudbah, da se bo praktično v kopalkah peljal po izjemni strmini tukaj na Krvancu in Pečo gre, za njim pa Gregor Žvab s kamero. Torej Robert Pečnik, Pečo v lepem, zanj klasičnem stilu, nekje na polovici proge, ki je danes zahtevala skoraj da polovični odstop vseh tekmovalcev. Izjemno lepo, Pečo ne sme paziti, kajti potem bodo modrice po njegovem telesu ostale še verjetno kar nekaj mesecev. Pečo v svojem stilu, v spodnjih hlačah oziroma v kopalkah skozi cilj, mi pa smo poskrbeli za to, da ga v glavo ne zebe, na glavi pa je imel kapo. To moramo priznati, torej samo ponovimo, Pečo je skoraj da bolje peljal kot prej oblečen v tekmovalnem delu. Pancer je oranžno-rumene barve, smuči, nogavice, potem kolena in stegna se vidijo. Jasno njegovega oneta žal punce ne vidijo.
Ima namreč oblečene kopalke, potem je malce kosmato okrog popka, ima seveda 2 bradavički, med obema nekaj dlak, jasno, Pečo ni tako znan po svoji dlakavosti. Kopalke so spredaj temno modre, moram priznati, da se njegovega prijatelja res ne vidi, kaj ti zgori 0 stopinj Celzija in je verjetno zbežal v votlinico. Ima verižico okrog vrtu in pa hitro kapo. Peče še kratek komentar za vse prisotne, toliko število gledalcev, kot ti si jih imel na svojem nastopu, nisi imel, pa tudi na pogled si skoraj da bolj peljal kot Peče. Ja, eno sem zato malo hitrejši, ker me izziva, ne. Sicer je pa tako, ena taka sveža izkušnja, jaz sem ful zadovoljen, da nisem v službo takrat prišel, ker drugačne izkušnje ne bi doživel. Tako da se zahvaljujem tudi Jelki, ki je izbrala tole kazen, ona mi jo izbrala. Ker nikoli še nisem v kopalkah smučil, je pa fleten, je fleten, to priporočam. Bi se pa zahvalil tej ekipi, ki me je pričakala, najprej sem dobil enega kratkega, potem sem dobil pa 6 sviček, tako da mislim, da preklada ne bo. Hvala ekipa, hvala navijači. Gremo naprej, gremo žurat, DJ Baza, pretegan! Danes počnete tukaj? Pleševa. Plešete, v kateri plesni skupini pa? V skupini Loške skokice. Se pravi, ste prišli na goro iz Škofje Loke? Ja. Koliko dolgo pa ta plesna skupina pač že deluje, oziroma koliko cajta že? Ja, od leta 2000. 2000, a imate svojo voditeljico ali same koreografijo sestavljate? Imamo voditeljico, ja. Kako ste pa zadovoljni z njo, ona pač koreografijo sestavi, se jo pa naučite? Ja, zadovoljni smo z njo zelo, čeprav pri koreografiji tudi mi sodelujemo. Se pravi, koliko stare punce to pač plešate? Ja, smo v 4 različnih skupinah, pa plešemo od 1. razreda do 9. Kje se vas da pa videti še? Ja, to so pa na res različnih festivalih, srečanjih, različno. Jaz vam zahvaljujem za te izčrpne informacije, pa vam želim danes srečo, da se izkažete, pa da čim več nastopov imate. Hvala. Živela. To so bile 2 punci iz Škofje Loke, danes boste tukaj plesale, mi bomo pa še našli kakšnega tekmovalca, skakalca, da nam bo povedal kaj več, če ima kaj več treme, če je že skakal, tako, bova še kaj našla, pejte, Jure, greva. Bova povprašala tlele naše sovaščane, ki so za šankom, oziroma kako je poskrbljeno za tekmovalce oziroma gledalce. Danes imamo veliko. Za pit, za jesti? Za pit imamo pivo, kuhano vino, čaj, dosti brez alkohola, športna prireditev. Hrana je hot dog, čips, smoki. Kakšna enolončnica, vidim, da imate tukaj, a sam čaj kuhate? Ne, to pa žal nimamo. Jaz bi pohvalil cel kolektiv, ki so tukaj, ki se res trudijo, pa so se že trudili cel teden, tako bom rekel. Pa te bom pa še nekaj vprašala, a ste letos prvič v bistvu tle, ali vsako leto pridete iz pač gostinsko ponudbo? Ne, drugače smo vsako leto, to smo samo domačini v bistvu. Lahko tudi pogledate, so vse punce zgore, vsi fantje zgore. Živijo, lepo pozdravljeni na 13 tradicionalnih skokih na gori. Prijete vsak let na skoke?
Ja, to pa čisto vsak let. Tala prireditev se mi pa zdi enkratna za naš kraj. Kaj pa gostinska ponudba, kako ste zadovoljni z njo? Še nisem šel ničke, sem kumi prišel. Ja, Kakšnega favorita ali sam pač kot ljubiteljsko prijete pogledati? Ja, navijamo za Križana, Kadivc Primoža. Imamo samo enega iz Križa, kot da za njega navijamo. Se pravi, ste zadovoljni z današnjim in vremenom in s prireditvijo? Ja, pa z novinarko pa najbolj. Jure, dobila sem eno pohvalo danes, mi da grejo pa naprej. Čau, Miha, si že skočil, ne? Ja. Kako si se počutil? Ušpit, skozi bolj. Padel nisi? Ne. Kaj pa letos, si prvič skočil, si že lanskrat skakal? Ja, sem že veliko skakal tle. Kaj pa oči prav na to? Enkratno. Ste ponosni na sina? Ja, seveda, zmer. Kje imate pa tam mlajšega? Tam mlaj pa ne more, ker ima tiste špehle, pa se boji, da ne bo tiste leče vam poletele. Se pravi, ti danes še dvakrat skačeš, računaš na kakšno vidnejšo vrstitev ali sam, da ne boš padel? Sam, da ne gre, pa. Če te prvo, če pa te zadnjem. Pa tremo si kaj imel, ko si bil gor, ko si videl pred sabo skakalnico oziroma strmino, a ti je bilo kaj strah? Želim ti vsa sreča, živja. Kako se vam zdi sama prireditev? Sama prireditev je tradicija gore, ne? Že v času, ko smo bili v sklopu športnega društva, zdaj so samostojni in to traja že kar lep čas. Ker prvi skoki so se pa dogajali na Strehovčevem hribu. Kaj pa gostinska ponudba, ste zadovoljni z njo? Gostinska ponudba je tudi dobra, ne? Ta pa mora biti. Mogoče kaj pogrešate? Ne, nič. Najlepša hvala. Vidim, da si že čist premočen. Kako si se počutil, ko si skočil? Feeling v redu, ne? Sam prvič sem skočil sploh, ne? Tako da nisem imel čist feelinga. Kakšen je bil pa pristanek? Malo trd, ne? Smučke so se mi odpele, zaradi tega, ker sem preveč skočil po moje, ne? To je to. Drugače pa si domačin ali prihajaš iz okolice? Iz Šiške sem, iz centra. Kako si pa pol izvedel v bistvu za to tekmovanje? Tle v bistvu Komenda ni le toliko prepoznal na vas? Res je, en kolega mi je pač povedal, da so skoki in sem pač rekel, da bom šel provat, ne? Se pravi, si sploh prvič skočil? Jaz se želim, glede na to, da sta še dve seriji, da bo naslednjič pristanek kaj lepši, pa tako da srečno, živja, hvala tebi. Nika Glažar, Nika pogumno, Nika bilo s palicami. Nika je v elegantnem slogu privijugal v dolino in pristal pri 180 metrih. Živjo, Nika, kako si zadovoljna z našo prireditvijo danes tukaj? Zelo. Ti je všeč? Zelo. Si prvič letos tukaj? Drugič. Lani sicer je odpadlo, zaradi organizacijskih težav, se pravi, si bila leta 2004. Ja. Pa mogoče razmišljaš, da bi sama skočila? To pa ne vem, bojim se. Se bojiš višine? Ja, previsoka je zame. Nika, v kje razred pa ti hodaš? 3. 8-letke. Si imel kaj treme? Ja, malo, zato ker sem letos prvič na smučah šele in upam, da bo kaj boljš zdaj. Zdaj sta še dve v bistvu seriji, pa imaš mogoče kakšna pričakovanja, kakšno boljšo uvrstitev? Ja, važno, da preživimo, ne pa da gre čim del, to je to. Se pravi, računaš, da ne boš padel in to je to. Super, jaz si želim vsa sreča. Kepic, pridi, skakalnici. Z mano je danes edina ženska predstavnica. Kako to, da si se sploh odločila, da boš skakala? Ja, ker rad tudi skače, pa sem se pa še jaz enkrat. Ko sem bila stara 6 let, sem začela. Se pravi, danes ne skačeš prvič? Ne. Pa imaš kaj treme, ko gor stojiš na skakalnici, preden se spustiš dol? Ja, malo, ja. Kakšna se ti zdi skakalnica? Dobro. Želimo ji vsa srečo, da bo se čim bolj odrezala, da ne bo padla. Se kaj bojiš, mogoče, da boš padla? Ne. Ne bo padla, mi držimo pasti za njo, tako da živijo. Čau, hvala. V kateri kategoriji tekmuješ? Pri članah tam od 35 do 45 let. Prvič skačete, ste že skakali? Sem že skakal. Kakšna se vam zdi skakalnica?
taka majčkena. Pa vas je kaj strah? Ne. Zanima me, si domačin? Ne, nisem domačin, sem zadrgasa pri Cerkljah. Kako si pa izvedel za smučarske skoke? Ja, od sestre fant je tukaj. Pa letos tekmuješ prvič? Ne, sem Žilan Obesenc. Se pravi, tekmuješ pa prvič v Komendi oziroma na gori. Ja. Kakšen se ti zdi skakalnica? Tako kar dobro, samo Adrgas je boljš. Je... 30-ka. Pa mogoče imaš kakšna pričakovanja, zmago mogoče? Ne. Se pravi, sam da ne boš padel, pa je to. Čim boljš. Hočem skočiti. Ok, najlepša ti hvala. Kako si pa zvedel za to tekmovanje? To pa že precej leta, recimo 13 je letos in vsak let se udeležim tega tekmovanja. Kakšen se vam pa zdi skakalnica? V redu, dobro pripravljena, sneg v redu. Pa sama organizacija, gostinska ponudba? To je pa vsako leto na nivoju. Mogoče kaj strahu? Nobenega. Vsak let skačemo, navdušen smučar, tako da... Še je to vprašanje, v kateri kategoriji skačete? Do 45 let, 35 do 45 let. Na internetni strani sem si ogledala pravila tekmovanja. Za osnovnošolce je bilo obvezno, da imajo čelade. Za ostale člane oziroma tekmovalce je priporočljivo. Kako to, da ste se vi odločili, da boste imeli čelado? Ja, glavno z tega razloga. Zaradi varnosti? Tako je prvo. V kateri kategoriji pa tekmujete? Od 36 do 45. Pa tekmujete prvič? Tukaj sem drugič. Prav sklepam, niste domačin? Ne, z Bleda. Kako ste pa zvedeli za to tekmovanje oziroma Komenda ni ravno vas prepoznavna z... Pravim, preko interneta. Prav so se oba dva informirala preko interneta. Najlepša hvala, pa vsa sreča. I don't wanna die, but I'm keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave. Scare myself to death. That's why I keep on running. Before I've arrived, I see myself coming. I just wanna feel real love. I live it. I get so much running through my veins. I just wanna feel real love, feel the home I live in. I got so much life running through my head, going to waste. I don't want to die, but I'm keen on living either, preparing to leave her. I scare myself to death, that's why I keep on running. Before I've arrived, I see myself coming. I just wanna feel real love. Nice try. I got so much love. I've got so much life running through my veins. Nice car. Keep it up. Florian, tekmuješ v kategoriji osnovnošolci, kako se ti zdi? Ja, no glede na to, da sem sam neprodoberna. Sam to pomeni, da ti je medalja zagotovljena? Ja, to je res, ja. Kakšna se ti zdi pa skakalnica? Ja, skakalnica je lepo pripravljena, tako da bo. Ok, zdaj še enkrat skočeš, držim pa si, da ne padeš, pa vsa sreča. Hvala. Proti soncu, skozi mrak, divjam kot pekli vlak, nijem oči, ki me ustavi in me na kolena spravi. Ferdinand, Comenda. Jaz sem, tira na pompa, jaz sem, pobegi
Z Niko so se zmenile, da čez par let, ko grem jaz v pokoj, me bo ona nadomestila na Komenski TV, na TV Plusu kot voditeljica. Zdaj pa je z mano še Darko. Darko, ti si na vsakih odmevnejših prireditvah v Komendi. Kako to? Ja, ne vem, očitno mi stvari grejo dobro od rok, pa so ljudje zaslutili, da je dobro nekoga taka vedno poklicati in pač sem vedno tam, kjer me rabijo. Na smučarskih skokih ste prvič? Ja, ker sem pa res prvič, pa še to zato, ker sem danes skočil, ker sklapnika Janja, ki ponavadi to vodi, ni in so me zjutraj vrgali z posle in evo, zdaj sem tu. To je bilo danes za oddajo dogajanja, drugo oddajo Vse. Najdete nas lahko na 3x2.tvplus.si ali po televiziji na kanalu TV Plus. Lahko obiščete tudi našo spletno stran in nam pošljete kakšno spletno foro. Iz moje strani je tokrat to vse. Lepo se imejte in se vidimo prihodnjo oddajo. Čau! Pa moja priča, veš, o novega življenja. Takrat, ko me je konj napadel, me je on tam držal.